Obljuba dela dolg, zato ti pokažem, kako se naredi res čisto pravo italijansko rižoto. In ne, to ni recept, rižota je tehnika. Vedno začnemo z neko maščobo, v mojem primeru je to maslo. Šparat, ko se maslo stopi, začnemo noter dodajati sestavine. Jaz bom še danes čisto simpel, čisto osnovno, dodal bom čebulo in jo sam na hitro prepražil toliko, da postekleni. Riž dodamo v maslo in ga popražimo glih toliko, da postekleni. S tem bomo aktivirali škrob in bo nase začel vleči vodo. Ogenj na visoko in deglaziram z vinom. Zdaj je čas, ker riž solimo, dodamo noter kakšno aromo, v mojem primeru bo šel super dižnik. Premešamo, damo na nizek ogenj in zdaj lahko začnemo zalivati z vodo. Ali pa jušno osnovo. Nujno je, da voda dobro vre, se pravi temperatura rižote in temperatura vode morata biti zelo podobna. Riž mora počasi brbotati, kuhljati se mora. Vsake toliko časa čisto nežno pomešamo. Po 13 minutah je riž al dente. Zdaj je čas, da ga odstavimo. Takrat moramo paziti, da ni preveč vode. Odstavimo s plina, dodamo malo masla, malenkost parmezana in pustimo počivati ene 30 sekund, nič več. Zdaj gremo pa tiste zadnje detalje. Umešamo maslo in parmezan, dodamo še malenkost masla, še malo parmezana, ne toliko malo. Zdaj hočemo, da se naredi taka emulzija. Zato kar konkretno mešamo. Po potrebi še vedno dodajamo vrelo vodo in počasi mešamo. Še malo vode, riž še zmeraj zelo pije vodo, masla pri tej rižoti tudi ni nikoli preveč. Za finiš pa nujno še ta tehnika. A slišiš ta zvok? No, to je ta prav zvok pri rižoti. Pa imamo ta pravo italijansko, res isto kremozno rižoto. To je tok dobro. 3 dobre sestavine, nič drugega praktično ne rabiš. To je res za dušo pocrkljati. Daj napiš mi v komentar, če ti tudi tako rižoto delaš.